Mhm. Takole, torej, lepo vas pozdravljam vse, ki ste prišli na današnji javni dogodek, na nocojšnji javni dogodek, in naredil se je prav lep dan, in ki se je privesil večer. Tako da večer je namenjen neki refleksiji ponavadi, a ne? In nismo si mislili na Institutu IPAL, ne, tukaj nas je nekaj, kar delamo v ozadju in se nas velikokrat ne vidi, da bodo ti javni dogodki pravzaprav zrasli. Ne. Na začetku smo bili tako 2, 3, 4, potem v decembru je bil nek preboj, ne, in danes nadaljujemo to naše druženje. In nekako ta prva tema, ki je bila že decembra, je bil osebni duh. Ne. A je duh lahko osebni, a imamo mi lahko vsak svojega duha, a je to ne samo teoretsko, ampak tudi praktično dovoljeno, a ne, ali je lahko duh vsakega od nas tudi nekolikan osebni. In potem smo imeli januarski javni dogodek, na katerem je Samo govoril že, o čem že, Nadin? O dimenzijah človeka. In danes govorimo pravzaprav o tem, kaj je borba zase. Ne? In ko se sprašujemo, če bi lahko samo na Zoomu, če lahko mikrofone utišate, tako da se ne sliši, v bistvu, če imate kakšen v ozadju. Zakaj je zdaj borba zase? A ne? In če malo potrpite s tem, zakaj, bi šlo najprej v to, zakaj borba in zakaj zase. Ne? Kaj je to, hočemo, zakaj nas je to danes pritegnilo, zakaj je to mene animiralo, da sem sploh hotel govoriti o tem danes, v tem prijetnem vzdušju. Pravzaprav, mogoče najprej zase, a ne, kdo je ta zase, a sem jaz zase, ali sem za druge, ne, takoj, ko se začnemo spraševati, kdo je ta zase, a ne, pridemo na tako območje, da tako rečemo, ne, zase ali za druge, in predvsem, kdo je ta zase, ali pa tudi, kaj je ta zase, a ne, kaj sem, kdo sem ta, ki bi zase nekaj, a ne, a je to sploh dovoljeno, to je tudi drugo vprašanje, ampak ta zase, a ne, kaj je ta zase, kdo je ta jaz, za katerega ne bi se jaz boril, in zakaj ne bi se boril, a je to sploh potrebno, in kakšen je ta zase. In če pogledate, kdo ste, kaj ste, ugotovite takoj najmanj 2 zadevi. Prva je ta ego, a ne, ta pregrešni ego, ki je tolikrat obtožen, da ni dobro, da sploh je, ampak vseeno, a ne, imamo nek svoj interes, ta ego, a ne, ta jaz, ki je jaz, a ne, ampak ta jaz, a ne, zelo hitro ugotovimo, nikoli ni sam, ampak se nahaja v nekem okolju. In to okolje, ki mu lahko rečemo tudi celota ali pa človekovo bitje, a ne, je sestavljeno ne samo iz mojega ega, ampak tudi iz vseh, ki sedaj prisustvujete, tako fizično kot online, a ne, in smo tukaj pravzaprav v tem bitju, a ne, ki je, nisem samo jaz, ampak sem tudi bitje, a ne, ki na nek način deluje, ki vse prežemajoče na nek način je prisotno, a ne, v družbi z vsemi, ki ste danes tukaj. Tako da ta zase kaj hitro ugotovimo, a ne, da vključuje tako mene kot druge ljudi, tako mene kot pomembne druge, torej tiste, ki ste prisotni v mojem polju, a ne, in tisti, ki ste na nek način prisotni bodi si fizično, bodi si tudi virtualno, online, a ne, in se nahajamo v nekem okolju, a ne, v katerem skupaj dihamo, a ne, se skupaj udejstvujemo tega dogodka, se tudi na drugi ravni udejstvujemo celotnega življenja, tako zasebnega, profesionalnega, socialnega, a ne, bi rekli, ko se združujemo, ko se srečujemo, ko gremo, ko želimo en drugega videti, izmenjati, se nekaj pogovoriti, a ne, in s tem izdelati na novo spoznanje. Torej ta zase, takoj, a ne, ko govorimo, kdo je ta zase, torej takoj pridemo na jaz, pomembni drugi in seveda v končni fazi tudi človeški kolektiv. Torej ego in moje bitje kot celota, a ne,
je pravzaprav neka kategorija, ki jo tukaj uporabljamo in seveda zase, takoj vidimo, da je neločljivo povezano tudi z drugimi ljudmi. Torej jaz, ker delam zase, nikoli ne delam samo zase, ampak delam tudi skupaj v interakciji in v načinu, s katerim spreminjam tudi sebe, druge in v končni fazi tudi človeški kolektiv. Meni je bilo tako nenavadno, ko sem kot gimnazijski adolescent se izobraževal v gimnaziji in je potem rekla profesorca umetnosti, ko je nekdo izjavil, jaz sem pa to napisal sem svojo pesem in jo bom imel samo zase. In potem je ona rekla, če boš imel samo zase, ne vem, koliko daleč boš prišel v to pesem, boš moral slej ko prej izpostaviti tudi drugim, in takrat boš videl, kaj to pomeni zate. In jaz sem bil šokiran. Na mestnem avtobusu, ki je bil pol ure, s katerim sem razmišljal o tem, a se res ne da nekaj samo zase ustvariti, in potem sem seveda spoznaval, da seveda to ne gre, in da vsak človek, ko je zase, ko je nekdo, ko je nek individuum, je vedno nujno, povezan tudi z drugimi. No, seveda ta individuum, ki je pisal pesem, sem jaz sam, in sem pisal pesmi. In potem sem enkrat zbral pogum in sem poklical svojo profesorico slovenščine, šel pred zbornico in sem vprašal sem rekel, če lahko ven pride, tam se je lahko vprašal, če pride profesorica ven. In ko je prišla ven, sem rekel, jaz sem napisal par pesmi, pa bi vam rad pokazal, in je potem to rekla, no dobro, bom pogledala, potem mi je dala tudi feedback in rekla, da je to v to šolski časopis in potem bo vsaj nekaj lepega objavljeno, ne bo samo straniščna poezija. In dejansko je bilo to objavljeno v šolskem glasilu in takrat sem videl, da je to borba zase. Borba zase je bila ta, da sem vstopil v ta prostor, da sem podelil te svoje romantične poezije, in ko so potem izšle v tem šolskem glasilu, sem jaz videl, da to je borba zase. Borba zase je postaviti sebe v neko okolje, in se poskušati pravzaprav tam noter pokazati, uveljaviti, testirati, in seveda s tem tudi sebe nadgraditi in iz sebe nekaj narediti. Torej, ego in bitje, bom rekel. Ego, to, kar jaz sem, na telesnem nivoju sem sestavljen iz svojega telesa, iz svojega mesa, kosti in maščobe, na sebe dajem tudi neko obleko, in to je ta moj fizični ego, ampak moje fizično bitje pa je širše od tega. Zdaj, trenutno je moje fizično bitje ali sebstvo, ste vsi ti, ki ste sedaj tukaj z mano, v tem ozračju tega fizične prisotnosti, tudi online šteje, če pa mogoče malo drugače, v to fizično sebstvo, v katerem jaz skušam nekaj povedati, in predvsem o borbi zase. Tako da moramo ločiti ego in sebstvo, ego in bitje. Na fizični ravni, torej moje fizično telo, vi ste pa zdaj tudi moje fizično bitje, ker v tem okolju jaz sedaj govorim, nekaj počnem, in se z vami udejstvujem, in tukaj sem jaz zdaj kot bitje in vse to je moja fizična celota. Tako da, če tako postavimo, fizično sebstvo, fizično bitje, vidite, da je zelo pomembno. Če ne bi danes naredil tega predavanja, se ne bi potrudil pripraviti to predavanje, ne bi pridobil novih spoznanj, Vse to je nastalo zaradi te fizične prisotnosti, v kateri sem tukaj z vami, tukaj in zdaj, Matjaž Luris. Potem, če gremo naprej, a so še kakšne druge ravni jaza in bitja? So. Če razmišljate o svoji psihični dimenziji, o svoji duševni dimenziji, vemo, da imamo čustva. In ta čustva so vedno ne samo to, kar jaz čustvujem, ampak čustvujem tudi, ko vidim tukaj svojo sestro, sem vesel, da jo vidim, ko vidim tukaj svoje sodelavce, ko vidim gojence metode, ko vidim študente, ko vidim prijatelje in imam določene emocije zaradi vas, ker sem vesel, da vas vidim, Včasih tudi nisem tako vesel, če so kakšni problemi, ampak torej čustveno telo, čustveni jaz, s tem se ukvarja psihoanaliza, sicer čustveni ego.
in potem čustveno sebstvo, čustveno bitje, a ne, je šele takrat, ko sem z vami prisoten, seveda ne samo fizično, ampak tudi psihično, da tako rečem, se nahajamo v odnosih in to psihično telo je tudi oblika psihičnega bitja, a ne, ena druga oblika, ki ni jaz, ampak je vseeno moja psihična celota. To je druga raven, jaza in sebstva, jaza in bitja. Potem imamo še duhovno raven, duhovni jaz, a ne. Kako vemo, da obstaja duhovni jaz? Duhovni jaz je energija. Duhovni ego je energija. Zjutraj, ko vstanete, morate najprej reči, jaz sem, a ne. Ja, ugotoviti, jaz sem, torej očitno obstajam, jaz imam energijo, če še nimam, jo bom dobil, ko se sprehodim do kopalnice. In ko se sprehodim do kopalnice, ko ugotovim, da kopalnico imam, a ne, in ko se tam prebudim, pomanem oči, se umijem, a ne, počasi se ta energija vrne, jaz ugotovim, da jaz sem, vidite, to je duhovni ego. In duhovno bitje je pravzaprav vse, kar me energijsko povezuje s drugimi. Če ste v kakšnih oblikah zdravljenja, izobraževanja duhovnega, veste, kako je energija vse. Je vse. Torej, energija osebnega duha je tista, ki poganja naš duhovni jaz in duhovno sebstvo, energijo, bi rekli, skupnosti, a ne, ko smo navdušeni, ali pa tudi, ko smo brez energije, ko smo depresivni, a ne morem danes iti ven, nimam energije, a ne, in seveda lahko se potrudimo do neke mere se tudi ne moremo potruditi, a ne, vidite, to je pa duhovni jaz. In potem je še četrta razsežnost jaza in bitja, jaza in sebstva, pa je to, kar jaz mislim, a ne. Zdaj, a je to vedno ego, ali je to neka splošna miselnost, a ne. Recimo splošna miselnost danes je, da je treba vse digitalizirati, a ne. Torej, vse je treba digitalizirati in to je neko splošno razmišljanje, ki je v zraku. Ampak zdaj, kako se vi opredelite do tega, da je treba vse digitalizacija Slovenije, ne, kako se vi opredelite do tega, ali bom zdaj tudi svoje finance digitaliziral, ali bom zdaj, ne bom več gotovine, ampak bom se, ko se reče, kliknem ti denar, ne, ali jaz tebi, ti meni, ne, ali bom še vedno ohranjal neko svojo miselnost, ne, in bom mogoče imel tudi malo gotovine, ali pa ne, to so taki primeri, ne, kjer se ta osebna miselnost, ne, kreše z neko splošno kolektivno miselnost. Ja, vidite, miselni jaz, nek skupek pravil, konceptov, interpretacij, kaj je prav, kaj ni prav, kako vidim realnost, kako ne vidim, se pravi miselni jaz. Ne. To je četrta kategorija, miselni jaz. Miselno sebstvo, miselno bitje, pač bitje kolektiva, vse, kar slišim, da se govori okrog, a ne po recimo tak tipičen kolektivna raven razmišljanja je socialno omrežje, a ne, kaj vse tam gor je, in gledamo pasivno vse te videe, interpretacije, zdaj je politična kampanja, a ne, kaj govorijo razni Golob in Orel, ne vem, vsi ti ptiči, a ne, kolektivni, politični, a ne. In, a vidite, to je vse to čivkanje, a ne, ki ga imamo vse naokrog, a ne, dobesedno, če odprete, a ne, neko socialno mrežo, kar bruhne, a ne, od raznih resnic, interpretacij in razsodb, a ne, kaj je pravilno, kaj ni pravilno, nasvetov in vidite vse to. Torej, to miselno telo, a ne, miselno telo je dejansko zelo, bi rekli, tudi razvito, a ne, in miselno telo, a ne, kot kolektivno razmišljanje imamo dva vira, a ne, eden je znanost, a ne, kaj reče znanost, a ne, kaj spet znanost ugotovila, drugo je pa kaj je popularno mnenje, a ne, kaj je popularno, pogosto se križata, kaj je popularno mnenje, recimo ni dobro, ne vem, včasih ni bilo dobro jesti preveč paradajza, ker povzroča raka, zdaj danes je treba jesti veliko paradajza, ker je zdrav. Potem včasih ta ista jajca, ki danes ne povzročajo holesterola, so včasih povzročala holesterol, danes jih lahko poješ, včasih jih nisi mogel, vidite,
način interpretacije, a ne, kako vidimo svet, ne, in to je potem miselni jaz napram kolektivnega razmišljanja. Torej, a ne, to izčrpa vsaj približno to postavko, ne, kaj je zase. Se pravi, zase kot fizično bitje, zase kot duševno bitje, čustveno bitje, zase kot duhovno bitje, ne, koliko imam energije, kje dobim energijo, kje črpam energijo, in zase kot miselno bitje. Torej, kako razmišljam, koliko sem odvisen od kolektivnih interpretacij, sodb, a ne, razmišljanja konceptov, predsodkov tudi, a ne, in koliko znam svojo glavo razmišljati, a ne, koliko zdaj vpliva neka, ne vem, Trumpova gesta, nekje enega politika z roko ven potegnil, a ne, koliko je pa to za mene ni pomembno. Vidite, to je zdaj zase. Zakaj pa zdaj borba? No, zdaj pa če gremo na to, potem bom pa še eno kategorijo uvedel, kaj nisem na začetku in ni bilo čisto pošteno, ampak jo bom zdaj uvedel še tretjo kategorijo in to je volja. Že kar zdaj najavim, da bom večkrat nalagal. Ampak zdaj borba. No, kaj je pa borba? Zakaj pa borba zase? No, kaj pa je zdaj to? A ne? Zase se bori najprej dojenček. A ne? Začne ga ta stiskati, a ne, da se rodi in ga začne mečkati in mu skoraj glavo raznese, a ne, ko ga potisne, najprej ga obrne dol, že pred rojstvom, a ne, se pripravlja, a ne, ogrozi, kako bo z glavo tam šel čez kanal in potem ga stiska porodni kanal in seveda se bori, a ne, skupaj z materinim telesom v bolj ali manj uspešni sinhroniji, a ne, da pride na svet, ne, in potem se šele borba začne, ker ga zebe in potem mora odpreti pljuča, a ne, prvič in tako naprej. Vidite, še takrat je borba. Zdaj, kaj je potem borba? Ta njegov osebni duh, a ne, se inkarnira, se rodi in postane, a ne, hoče postati individuum, ampak pot do nekega individuuma je zelo dolgotrajna in kompleksna. Zakaj? Zato, ker najmanj polovico življenja od takrat naprej, ko smo dojenček, pa potem malček, pa otrok, a ne, pa potem v šolo, a ne, pa potem mogoče nekaj kreativnih, luštnih let do pubertete, potem pa vsi ti problemi, ki pridejo s puberteto, adolescenco, potem kar naenkrat moramo biti vsi odrasli, a ne, borba, da postanemo odrasli, borba, da nekam pašemo, seveda, borba je že, da pašemo v šolo, da že v vrtcu, da nekam pašemo, a ne, da nas sprejmejo, potem, da se prilagodimo v šolanju, potem, da pridemo na, potem, da včasih je bila še vojska, a ne, se treba podrediti, a ne, neki vojaškemu sistemu, ampak ves čas je sistem, a ne, ves čas je sistem, kateremu se moramo prilagoditi in na nek način, a ne, biti tam in hkrati pasati noter in hkrati biti ta človek, ki se tam noter na nek način prilagaja, a ne, ampak ima tudi sebe, vsaj do neke mere, ali pa misli, da ima sebe, a ne, in pravzaprav ne more delati po svoje, oziroma lahko dela šele pol, ko boš naredil domačo nalogo, a ne, pol, ko boš posesal stopnišče, potem, ko boš, ne vem kaj, a ne, šel v trgovino, potem, ko ti bom jaz povedala, da lahko in tako naprej. Ne, vidite, temu se reče simbolne forme tudi, s drugo besedo. Se pravi, mi smo en dober del življenja, dobršen del življenja, modelno pa nekako eno svojo polovico življenja, ves čas v nekih simbolnih formah. To so sistemski, to so sistemi, v katerih se rodimo najprej odnos z materjo, kot dojenček, a ne, ali nadomestno osebo, potem je to odnos z drugim odraslim, a ne, oče ali to drug, potem je to vrtec, a ne, potem je ta družina kot celota, dinamika primarne družine, potem je to šola, potem je to verouk, če je, a ne, ali pa kakšne druge skupine, in srednja šola, a ne, potem prijateljske skupine, skupine prijateljev, a ne, in vrstnikov, a ne, športni klubi, univerza ali pa IPAL, ali pa karkoli, a ne, kjer se potem noter podredimo,
Samo zato, ker mislimo, a ne, in prav je najboljše prav tako, da se oblikujemo, da se razvijamo, a ne, kot neke vrste bitja, a ne, ki so tudi individuum najbrž, a ne, ampak moram pa paziti, da res noter pašem, a ne, ker drugače ne bom mogel priti naprej. A vidite, vse to je ta borba zase in ta borba zase je nekako modelno, rečemo, do 40. leta, do krize srednjih let je tudi tista borba, ki jo moramo dati skozi, ki je borba predvsem, a bom svoje impulze podredil, a ne, kolektivnim simbolnim formam primarne družine, šolanja, službe in se na ta način, a ne, v nek način oblikoval, a ne, s pomočjo pravil, ki mi jih nalaga, a ne, ta kolektiv, a ne, te simbolne forme, vseh teh organizacij in kako je življenje organizirano. Ne. V glavnem drugi določajo, kako je življenje organizirano, ne, in jaz moram pravzaprav, če sem pameten, a ne, ubogati, a ne, in po drugi strani tudi hvatati krivine, a ne. Moški smo malo bolj nagnjeni k temu, da najdemo tudi, da ne čist pašemo, da najdemo tudi eno svojo pot, a ne. Ženske ste v splošnem bolj trpežne, a ne, in se lažje podredite in tudi dosti dlje časa, a ne, ubogate vse te simbolne forme, ker konec koncev tudi rojevate na fizičnem telesu, ne, moški smo tega na nek način prikrajšani in nam ni treba in nosite pravzaprav 3 stebre družine, a vidite, in to je že spet simbolna forma. In ta borba zase je, ali bom to izpolnila, ali ne bom izpolnila, a ne. In če ni otrok, je pač kaj drugega, a ne, tudi za moške. Ampak potem na koncu dneva, a ostane še kaj zame, a ne, potem jaz ob 20-15 imam še kaj energije, da mogoče še nekaj preberem, a ne, ali pa da začnem skrivoma razmišljati, da bi se vpisala na inštitut IPAL, ne, da bi delala v skupini, delala na sebi, da bi odkrila, kdo jaz zares sem, a ne, in da se začne potem res ta borba zase v tem ožjem pomenu. A ne. Vidite, ta borba zase zdaj že takoj lahko na osnovi tega opisa ločimo. Borba zase v kolektivnem pomenu, splošnem pomenu, torej, da izpolnim te 3 glavne življenjske naloge. Torej, prva, da odrastem, drugič, da oblikujem odnose in tretjič, da oblikujem svojo družino ali pa kaj drugega ekvivalentnega, a ne, ker nimamo vsi otrok, a ne. Ampak te 3 zadeve, a ne, pomenijo neko herojsko fazo v življenju. Jaz sem heroj, ker sem te 3 zahteve kolikor toliko izpolnil, a ne. In to je ta borba zase v splošnem, generalnem smislu. In potem, če še kaj ostane, a na drugi življenjski polovici, modelno po 40. letu, včasih malo prej, včasih malo kasneje, včasih nikoli, a ne, včasih pri 70 plus, a ne, in vam bom dal takoj primer tudi, pa se sproži ena druga vrsta borbe zase, ki pa je individualna borba zase. Jaz grem pa zdaj na tečaj bobnanja, jaz grem na IPAL, v vodno skupino globinskega dela na sebi, jaz grem na tečaj risanja, a ne, jaz bom si najela nekaj, a ne, in bom počela, kar v bistvu ni ne za mojo primarno družino, ne za mojo sekundarno družino, ne za mojo službo, ne za moje otroke, solidne se grejo, ne čisto na ta način, ampak ne bom se javila, a ne, če me kličejo, to je zdaj zame. A ne, to je zdaj zame. To se pravi, ta borba zase v ožjem smislu besede, torej, ko grem delati nekaj, zato ker mene veseli, ker mi srce poje za to, ker hočem, ker želim, ker me bogati, ker ni za moj zaslužek, a ne, nujno, ker zaslužek zdaj kolikor je, a ne, mogoče že 100 penzija, in ne, zdaj lahko jaz nekaj naredim, zdaj pa lahko nekaj naredim zase. Ne. In bom vam dal ta primer, to je bila Milena Rankelj, ona je na IPAL-u se javila, ko je bila, mislim, da 70, ali pa okrog 70, živela je do 81.
In ona se je javila, ker se je zbudila iz depresije. Bila je 20 let v depresiji, ker je pri 50 izgubila moža in je potem bila na zdravilih v popolni depresiji in potem se je enega jutra zbudila iz depresije. In je rekel, jaz bi pa nekaj naredila na sebi in je potem videla pač ji pal in poklicala, jaz bi pa rada nekaj naredila in je res prišla, začela delati na sebi, prišla v vodno skupino, šla na študij, naredila cel študij in potem so diplomirala, naredila vse izpite in na začetku je hodila za palco, potem je nehala s palco hoditi, je čist k sebi prišla, zato je bilo za določeno obdobje, diplomirala, a ne, in potem je enkrat, ko bi morala, že po diplomi me je poklicala Matjaž, jaz sem pa neki švoh, a ne, to je bilo v torek, v četrtek bi se morala midva dobiti in je isti dan umrla na Zofi. Skratka, naredila je nekaj zase, a ne, od 70 do 81, ne. In pravzaprav nikoli ni prepozen narediti zase, ne. Sploh ni važno, glede na leta, v tem ožjem smislu borba zase, a ne, da se pravzaprav aktiviramo in naredimo tisto, kar pravzaprav bi želeli narediti zase. Seveda problem je, a ne, kadar nismo dovolj aktivirani, da ne vemo, a ne, kaj je tisto, kar bi želeli narediti zase. In ta zadeva je izjemno individualna in mislim, da je direktno povezana z osebnim duhom. Zakaj, a ne, zakaj mene veseli ta zadeva, nihče ne ve, ampak včasih se spomnimo iz svojega otroštva, a ne, da so bile določene dejavnosti, ki so nas izjemno veselile ali pa navduševale in potem ni bilo vedno dovolj prostora, časa in vzpodbude, da bi to zares razvili, ne. No, in jaz se spomnim pri samem sebi, mene je mama prišla enkrat iskat, sredi dopoldneva, ko sem bil, ko me je pazila ena teta, a ne, ona je bila v službi in je enkrat sredi dopoldneva prišla po mene in rekla, zdaj te bom, greva hitro domov, a ne, imeli smo televizijo doma, leta, a je bilo to 68 ali 69, 1900, ne, in je rekla, greva hitro, ker bodo vesoljci pristali na Luni. Kakšni vesoljci, kakšna Luna, kje? No, in sva šla hitro domov, ne, bilo je, no, in sem jaz res gledal, tako se črte, in sem res videl, a ne, kako je stopil, a ne, ta človek, ki je naredil velik korak, a ne, in je stopil na Luno. In takrat sem jaz nekaj videl, a ne, takrat se je meni nekaj zgodilo in sem jaz ugotovil, jaz bom ta vesoljc, a ne. Jaz bom ta vesoljc, jaz vem, da bom ta vesoljc, a ne. In nisem vedel sicer kako, ampak jaz bom ta vesoljc, a ne, ker raziskuje vesolje, a ne, in dejansko je potem tako bilo, jaz sem to pozabil, ne, pa potem mene začela zanimati pač astrologija, a ne, in sem šel potem na vrat na nos, pa 28 letih, ker je bilo po eni bolezni, a ne, po zastrupitvi s hrano, ker smo s kolegom skoraj umrla, ko smo potovala v Afriki. In sem rekel, če se vrnem domov, jaz bom nekaj bom naredil iz svojega življenja, ne, in sem pač takrat šel v London študirati, reven kot cerkvena miš, a ne, tam sem brtnaril, s kolesom sem se vozil po Piccadillyju, a ne, vsak cent sem šparal, da sem imel potem, da sem šel lahko v študentsko menzo jesti, če zdaj se spomnim, za 1 funt je bil krompir, to je tam navadna hrana, pri nas je čudna, ampak krompir v oblici, ki ga tako prerežejo in noter dajo sir in se to speče v pečici, to je neverjetno dobro. In to se poje z lupino pol. To je neverjetno dobra hrana. Bila je 1 funt, a ne, v študentski menzi, pa tisto kavo si dobil zraven, pač, ne. Lonček kave in tisti krompir in to je bilo nekaj najboljšega. In tisti moj kolo, a ne, ki mi ga je dal moj najemodajalec, kjer sem imel sobo, a ne, in tako sem jaz uresničil tega vesoljca, ki sem ga videl pri 3 ali 4 letih. Vidite, in to je ta osebni duh, a ne. In vi veste, da imate v sebi nekaj, a ne,
Tako sem začel pol simbolno sicer raziskovati kozmos, ampak jaz sem kozmolog, kozmonaut, kozmolog, raziskujem arhetipe, planete in tako naprej. In to je bilo to, a vidite, to je bilo to je takrat se razložil, to je borba zase, ko vi ugotovite, kaj, bomo rekli, rečemo tudi talent, zakaj ste talentirani, kaj je ta vaš, bomo rekel, osebni duh, kaj vas dela specialnega, kaj vas kliče, in to je otrok, to je notranji otrok, to je dejansko notranji otrok, ki je večen, in ki vas tudi na koncu vzame za roko, ko umrete, pa reče, greva, dosti je bilo. Si naredil, kakor si, borba zase, zdaj pa, let's go. Bomo videli, kaj je pol, Toliko za ta denar, toliko za ta denar. Vidite, to je ta borba zase, če rečem z enim, če skušam neko nit potegniti, borba zase. Potem sem imel pa še en element, ki sem ga hotel noter položiti, in to je bila volja. Čigava volja zdaj? Ko se toliko presekirate kot otroci, eni bolj, eni manj, eni so bolj ubogljivi, odvisno, kje imajo luno v svoji karti, ampak a bom zdaj ubogal mami, ubogal mater, ubogal očeta, ubogal sestro ali brata, ubogal župnika, ubogal trenerja, ubogal vzgojiteljcev v vrtcu in tako naprej, ampak vse je njihova volja takrat, Vse je njihova volja kontra otrokovi volji. In vse to moramo prenašati, in volja, torej rekli bi volja simbolne forme, v katero se rodimo, to je primarne družine, vrtca, šolanja, trenerja, župnika, službe in tako naprej, njihova volja, ko imamo lastne otroke, je to volja naših otrok, zaradi katere tudi trpimo kot starši. In jo moramo tudi enkrat se od nje opredeliti, kaj bomo zdaj s to voljo. Voljo imajo seveda tudi naši šefi, tudi naši podrejeni, seveda. Voljo imajo naši sodelavci, in katerim je treba pač prisluhniti in podrediti svojo voljo. Mogoče bom še to povedal, sem študiral gozdarstvo najprej in sem ga tudi končal, in tam sem se tudi prvič naučil razmišljati celostno, ker gozd je ekosistem, in imeli smo enega čudovitega profesorja Dušan Mlinšek, pokojni, ki nas je učil gojenja gozdov in je govoril, gozd je celota, ekosistem je celota in vi niste nič brez te celote, in tako naprej. No, ampak en drug profesor, ki je bil majčkeno bolj materialističen, je pa govoril naslednje. On je imel pa neko mehanizacijo in tako, in zmeraj je bilo čisto malo mehanizacije, ampak on je govoril tako, zdaj rekel, tako, zdaj tam sami fantje sedimo, v učilnici, še manj nas je bilo, kot zdaj nas tukaj, in prav, kako zdaj? Kaj boste vi naredili? Kako boste vi zdaj, recimo, boste spoznali eno žensko, kaj boste naredili? Kaj boste naredili, če ste pametni? Noben ni videl odgovora, rekel, podredili se boste. Vsa magija življenja je, da se znate podrediti ženski, ker se boste vi naučili podrediti, ženski, potem boste največ imeli od življenja. Tako mi čakali, da se gre spet kaj pita, po predavanjih pa tako. Seveda, da nismo vedeli, o čem govorim, ampak meni se je to nekako vtisnilo, torej volja, ki jo ima pomemben drugi človek, je tudi nekaj svetega, ne samo lastna volja. To se pravi, sebe realiziram tudi tako, da vidim, kaj so želje drugega, tudi to je pomembno, in pak ne samo iz spoštovanja, iz kurtoaznosti, iz nekega lepega vedenja, ampak zato, ker če boš to ugotovil, in če boš temu prisluhnil, boš tudi ti dobil. Boš tudi ti dobil tisto najboljše. Vidite, tukaj se reče neko medsebojno spoštovanje, in ta volja, je
volja tudi drugega, tudi volja drugega je del mojega življenja. To se pravi, kakšne so vaše želje, kako vam lahko pomagam. Ne samo kot terapevt, ampak tudi v življenju se splača vprašati, ne? Kaj bi pa ti hotel, kaj bi pa ti želela, kako pa lahko zdaj, recimo, današnji dan preživimo. Vidite? In seveda volja ega je v tem smislu enako pomembna kot volja drugega. In tudi, je najbrž neka razlika, ali je to volja neke simbolne forme, recimo banka vam je dala kredit, ne, in potem se je izkazalo, da je bil ta kredit boljš, ker ste tisti recimo v Švicarih, in potem je najbrž nekaj drugega, če ste vi proti tej volji banke, in jo tožite, zato ker je treba, ker jo vsi tožijo, zato da se neka pravica dobi za obresti, ki niso bile poštene. Je to volja neke institucije, volja simbolne forme, je najbrž nekaj drugega, kot pa volja enega pomembnega človeka v vašem življenju, ki je enako pomembna kot vaša sama. Tako da, ko govorimo o volji, ta tipologija volje je zelo pomembna, proti volji koga ali česa grem, ko se borim zase. Ali je to, kaj bom zdaj naredil, ko recimo je ločitev od primarne družine, ko grem proti volji svoje primarne družine, ko se otrok, ki je že odrasel, ločuje od svojih staršev, mora iti kontra volji svoje družine. In narediti po svoje. In reči, naredim po svoje in zdaj pač bom plačal, kar bo iz tega naslova sledilo. Če me razdedim, me pač razdedim. Jaz moram pač narediti tako, da bo zame dobro. In seveda starši ne razumejo te naše volje in ta volja, ko je enkrat avtentična, ko mi ugotovimo, da je to borba zase, potem oni ne razumejo več. In se boste spomnili, o čem govorim, ko boste nase pomislili, tudi če nimate svojih otrok, potem, ko ste se ločevali od svojih staršev, ste videli, recimo, da mogoče vaš starš zaupa, da ste šli po svoje, čeprav ne razume. Čeprav ne veš točno, zakaj, ne vem zdaj, kaj počneš, ampak vidim, da ti je v redu, okej. Takrat se zgodi ločitev. Ne razumem čisto dobro, kaj je to, ne vem, kaj ti študiraš ali pa kako ti živiš, ampak glej, očitno je dobro, ker izgledaš v redu. Vidite, to je to, In to je ta, in ta volja, volja pokoriti se temu, da ne vemo, kaj je dobro za drugega. Pri ločitvah, ne samo od staršev, ampak tudi vseh ločitvah v življenju, da ne moremo vedeti, evo še Irena Zagajšek je prišla čisto na koncu, da ne moremo vedeti, kaj je dobro za druge. Imamo fantazijo, da vemo, še posebej za svoje otroke, recimo, ali pa za svoje študente, mislimo, da vemo, kaj je dobro. Včeraj sem imel vaje za študenti IPALA, in potem sem začel govoriti, daj boste pa vi začeli izpite delati. In potem me je ena od študentk me tako pogledala, zakaj me pa tako gledaš? Prav zato, ker nisem v tem razpoloženju, da bi delala izpite. In kad sem se oprosti, vidim, ja, okej, čisto sem pozabil, jaz tukaj v tej svoji simbolni formi učitla vas tukaj, hočem, da bi delali izpite. Zakaj ne delaš izpitev? Vidite, to je treba nehati, Ona je rekla, meni se ne da delati, jaz nisem tukaj, da bom delala izpite. Nehi, In seveda sem nehal, vidite, nehal svojo voljo tam vrteti, Ker v bistvu ne vemo, kaj je dobro. Ne vemo, kaj je dobro za drugega. Mi imamo fantazijo, da vemo, kaj je dobro za drugega, ampak v resnici v tem individualnem smislu pa ne vemo. Pa ne vemo, zakaj je dobro.
kaj je dobro za drugega. In mora priti iz človeka. Vidite, to je borba zase v končni fazi. Ta borba zase v tem ožjem pomenu besede, se pravi v tej drugi življenjski polovici, ne, ko smo približno naredili zahteve te prve življenjske polovice, ne, dali kolektivu tisto, kar je cesarjevega, ne, se izšolali, delali, ne, saj do neke mere davke plačevali, otroke rodili, ne, ali pa kaj drugega naredili pomembnega za kolektiv. In potem zdaj, jaz bi pa tlele nekaj zase. Ne. Ko se zgodi ta preokret, ne, zaokret, bom rekel tudi, je v bistvu temu se tudi reče zaokret vase. Zaokret vase, temu se reče tudi pot v svojo globino, ne. Začeti se ukvarjati svojo psiho, ne, tudi rečemo, iniciacija v svojo globino, ne, začeti gledati svoje sanje, mogoče iti v psihoanalizo ali delati na sebi z metodo IPAL, ali karkoli vzeti, da začeti sebe opazovati, ne, v svoji globini, kdo ti si. Zdaj, to je nekaj, kar vam bo tudi Nadine povedala naslednji mesec, ne, pot v svojo globino, zakaj je to važno, ne, ampak to lahko delamo potem, ne, ko si približno poštimal, ne, te zadeve, lahko že v prvi življenjski polovici, ampak je treba denar zaslužiti, ne, tam se vse vidi, tam vse pade ali pa preživi, ne, treba je to financirati, ne. Vedno je borba zase, tudi v drugi življenjski polovici, nekaj vzeti zase, je vedno borba zase. In ta pot v globino, zakaj je pomembna, mogoče bom rekel tako, ne, bom kar rekel tako, da mi nekaj časa v življenju ne vemo, kdo smo, ne. Mi vemo, kdo smo, dokler nas določajo te simbolne forme, torej okviri teh sistemov, v katerih živimo, primarne familije, šolanja, službe, ne, ti socialni okviri nas na nek način določajo, kdo smo, ne. Sem otrok, jaz sem iz te družine, ne, imam take starše, hodim v to šolo, pravijo tako, ne, jaz imam rad to, pa uno, pa tretje, ne. Ampak seveda, kdo smo, ne, in ta kdo smo, ne, nas dejansko določajo simbolne forme v prvi življenjski polovici, ampak na eni točki začne to nehati, ne. In večina vas je tukaj, ki ste že bili v prehodu srednjih let, ne, včasih to že prej zgodi, včasih to že pri 20-ih, pri 30-ih zgodi, ampak nekje modelno proti 40-am, ne, ko se pojavi ta praznina, ne. Vse to sem naredila. Le, koliko sem naredila, mislim, le otroke, vse, moža, ne vem, vse sem poštimal. Kaj pa zdaj, ne? Kdo bom pa zdaj, ne? Kdo pa sem jaz sploh? Kaj pa mene sploh razlikuje od, ne vem, ne? Od vseh drugih ljudi? Kaj bom pa jaz naredila za svojo osebno srečo? Ne? In takrat, kdo sem, kaj sem in kdo sem, ne, je treba najti in ta pot, ne, vase je psihična pot. Zakaj je psihična? Zato, ker v psihični izkušnji, ne, to je psihoanaliza pokazala, ne, torej naložen imamo spomin, ne, psihičen spomin, predvsem težavnejših dogodkov, ki pa je zelo oseben. Ta psihičen spomin je zelo oseben in ga recimo najdemo v psihičnih podobah sanj in aktivne imaginacije. Naprimer, če je nekdo sanjal, da ima odrevenelo roko, ne, spet ta primer, ne, in potem, ko dela na sebi, ne, z metodo IPAL ali pa psihoanalizo ali pa karkoli, ali pa s šamanom, ne, ali pa pač karkoli, se ni važno, ne, ta odrevenela roka, ki jo je sanjal, leva roka, ne, je neka podoba, ki opisuje njegovo zgodovino. In potem, ko sva govorila, se je izkazalo, da je on levičar.
da mu je bilo prepovedano z levo roko pisati in risati in da je bil to tabu, zaradi katerega je bila prizadeta njegova ustvarjalnost, a ne. In potem je ugotovil, da se to mogoče zelo navezuje na njegovo praznino, ki jo čuti v lifeu, uspešen moški, a ne, v svoji karieri, ampak praznina, a ne, otroke in praznina. Ne. Potem se je spomnil, kako je bil pohvaljen, a ne, ko je enkrat v srednji šoli spontano z levo roko risal in ga je profesorica ful pohvalila, ker je bila ful lepa slika. In potem je ugotovil, da bi on začel risati z levo roko. No in potem pač, ko je pogledal, kam bi to pasalo v njegovi rojstni karti, je bil to Pluton v 5. hiši, a ne, tam je simbolika, a ne, zatrte Pluton kot nekaj, kar je bilo zatajevano, kar je bilo tabuizirano, a ne, ustvarjalnosti. S pomočjo tega je potem prišel pomen te podobe, a ne, in potem je gotovo, da lahko tudi svojim sinom, ki je bil takrat v puberteti, skupaj risal. Tako sta ona dva odklenila njun odnos, ki je nekaj časa že pešal. Sta začela skupaj to risati. 5. hiša je simbolika otrok. Skratka, na tak način poteka pot vase, in to je potem ta borba zase v ožjem pomenu besede. No, in zdaj bom na tej točki zaokrožil ta svoj ekspoze, in vas bom povabil, da kaj rečete, imamo še slabih 15 minut, vprašate, komentirate. In če koga bolj zanima, v soboto bom govoril prav o tem na seminarju tukaj, v soboto ob 9. o duhu globine, zakaj duh globine, kako pravzaprav slediti temu svojemu duhu globine, in poti vase, ki je začetek pravzaprav tega, te borbe zase v ožjem smislu. Zdaj bom pa jaz iz sebe nekaj naredil. Zdaj pa dost, zdaj pa damo v oklepaj, dam v oklepaj, zdaj ta zunanji svet, zahteve drugih, in probam slediti tej svoji poti vase. Izvoli, Suzana. Kam ti je govoril, kako za samorealizacijo? Immanuel Kant. Sama, ko opazujem ljudi, vidim, da marsikdo je imel krasne dispozicije v življenju, pa jih potem ni realiziral zaradi pomanjkanja volje. Ali takrat, ko je bilo recimo križišče, ko je bila težava, se je umaknil, zbežal ali kakorkoli. Kaj v psihološkem smislu pravzaprav aktivira voljo? Kaj je tisto v socializacijskem procesu, ki vpliva na to, da voljo razvijem ali ne, ker je tako pomembna za to, da pridemo do svojega avtentičnega sredstva? Jaz bi rekel, da odnosi so odločilni pri tem razvijanju avtentičnosti. Če imam jaz nekoga, ki me opogumlja, kot otrok, bom lahko že dovolj zgodaj ugotovil, kaj je tisto zame, če ne se bom pa lovil. Jaz sem iz filozofije doktoriral pri 57 letih, in jaz sem že kot v gimnaziji hodil okrog knjigarn, pa sem videl te bleščeče knjige. Meni so se kar bliskale, Immanuel Kant, Platon, Aristotel, ampak jaz nisem imel načina, da bi prišel do filozofije. In sem mogel narediti na par krogov, da sem prišel do filozofije, sem gotovo, da je to tista krona vsega, ampak mogoče je tudi moralo tako biti, ker sem, s tem, ko sem ostale discipline študiral, sem dobil podlago, in imam zdaj v nečem, da filozofiram, gozdarstvo študiral, psihoanalizo študiral, doktorat iz psihologije in tako naprej. Ampak se prav spomnim, če bi jaz takrat imel profesorja, mogoče očeta ali strica ali ne vem, župnika ali kogarkoli, ki bi mi to, da bi mi pomagal, in bi videl, da v meni nekaj tli, zanimanje,
bi mogoče že takrat. Spomnim se, da sem edinokrat, jaz nisem filozofije nič razumel, tam v gimnaziji smo imeli predmet filozofija in potem enkrat smo pisali, enkrat se mi je posrečilo, sem napisal, pa dal nek esej in sem jaz čisto sebe napisal nekaj in mi je dal 5, edinemu napisal 5. Ampak je bilo premalo. In me je pohvalil in vsi so debelo gledali, kaj pa zdaj ta Regovca, 5 pisal, filozofijo. In tako je pač bilo, in nimamo vedno, nimamo roke, ki bi nas. Vidite, razlog se skriva v duhu. Duh je energija. Če imate vi, da bom rekel, srečo, vas bo nekdo popeljal naprej, vas bo upogumljal. Vidite, duh se najbolj čuti v tem, če vas nekdo upogumlja. Vas lahko upogumlja 10 ljudi, ampak če bo ta pravi človek upogumil, boste začutili to energijo. In seveda nihče ne more reči, kdo je ta človek, moč probati. Nek trener bo ta prav, nek učitelj bo ta prav, nek prijatelj bo ta prav, neka ženska bo ta prava. Nek študent bo ta prav, rekel tako, jaz kar veliko predavam. Nek pacient, psihoanalitik 30 let, več kot 30 let delam kot psihoanalitik, je ta prav, vsak je ta prav, ki se me dotakne, zaradi katerega sam aktiviram potem svojo voljo. In nekaj vidim zaradi tega odnosa, ki mi ga omogoči duh, alkimija duha, ki se zgodi med dvemi osebnostmi. Jaz to ne vidim kot psihično, ampak bolj kot duhovno, kot energijo osebnega duha, ker psiha tudi, psiha je pač zgodovinska, noter so emocije in tako, ampak ta energija pa je energija duha v bistvu, ki je ali pa ni. Ali pa je neke vrste energije malo drugačna, in to je treba različne ljudi spoznati, poskusiti, se udejstvovati v različnih okoljih in nekje ven klikne. In to je, veste, to je čisto nematerialno, to nima nekega racionalne podlage, ampak je energijski faktor. Kdo nam nekaj govori, tudi če nič ne reče. Vzgojiteljice to poznajo zelo dobro. Ko ima tam recimo 10 otrok na vrtcu, enega bo začutila. In tam je pol energije. In niso vsi otroci enaki. In s tistim lahko bi dlje prišla, ampak tudi ne sme, ker ima pač vse otroke enako. Tudi recimo, ko greste v terapijo, ko iščete terapeuta ali pa način, kako bi delali na sebi, treba probati, da kje klikne fajn, kje pa ne toliko. Potem prijatelji, te prijatelji, ki jih lahko na prste roke preštejete, v življenju, ti so tudi tako narejeni, da so za vas. To je bilo že tako, ne bom rekel planirano, ampak tako je nekako ta sestava. Eni ljudi tako začutimo, druge pa se še toliko matraš, pa ne gre. Ne vem, kako se ti zdi to, kar sem povedal? Jaz bi rekla, recimo, da bi dotaknili še dva elementa. Ja. Vse tako se mi zdi res pomembno vprašanje vpliv okolja, ampak v psihologiji imamo še dva elementa in to je lastna aktivnost in geni. Jaz recimo vem, da imam zelo veliko stvari po očetu. Moj oče je do konca življenja vse delo z ljubeznijo. Tudi zdaj, ko raziskujem hišo, v kateri bivam, to celo svinčnik je naredil tako srajčko in je bil svinčnik v srajčki, da mu ni v torbi se umazal, tako naprej. Skratka, to imam prav po njemu, da vse delam z ljubeznijo, da
da opazujem stvari, da tako, recimo, to je gleda gensko, ne, da sem podedovala to od očeta, ne, se pravi, geni tudi vplivajo. Potem pa, recimo, ker se ukvarjam z etiko, sem opazila, da ljudje, ki naredijo veliko grehov v življenju, sami sebe sabotirajo, ne, ker čista duša ima tudi recimo neko energijo, ne, in to do konca dni, ne. Do konca dni si potem radoveden, raziskuješ, iščeš in tako naprej. Če se pa sabotiraš in delaš proti sebi, proti svoji duši, ne, je pa spet vprašanje, če potem, ko nisem več tako lepa, kot sem bila pa 20, pa tako naprej, se mi pa nič več ne da, recimo. Hočem to reči, da morda je tudi pri volji vse to troje, ne, to, kar si ti rekel, pogumljanje, vzgoja, socializacija, ampak lastna aktivnost in tudi geni. To, kar je lastna aktivnost in geni, je to, kar je pač tudi ugotovljeno, in to, kar povezuje tudi arhetipe, svoje borbe na sebi, arhetipe svoje individuacije, borbe zase, je dejansko na eni strani, ker so to dva vira, eden je genom, ali pa tudi rojstna karta se da videti, in potem dejansko tista dejavnost, ki jo uspemo aktivirati. Ker geni se ne aktivirajo, če ni dejavnosti tiste, ki se pokriva s temi geni. In sedaj, če je vse zaman, če smo v okolju, ki nima te dejavnosti, se ne aktivirajo te geni in se ne aktivira energija. To se pravi, da dokler ne poskusimo določene dejavnosti, ne vemo, če so za nas, če so to individuacijske dejavnosti. In enako je s kozmogramom, položaj Sonca, Lune, planetov, to ni usoda, ampak če vi zadenete to glavico žeblja s kladivcem svoje dejavnosti, ki to simbolizira, potem zmagate, potem se aktivira energija. In enako je z genetskimi predispozicijami. Zdaj, če ima nekdo Sonce v 9. hiši, je možno, da je tam neka nadarjenost za filozofijo, ampak dokler tega ne proba, pa ne pride do tega, da res to naredi, se ne bo aktivirala, se ne bo ta gen aktiviral. Torej, smo v nekem krogu lastne biti, bom rekel, lastne biti, katerega izraz je naše bitje, bit je, ko delamo svoje življenje, ta bit je in je to bitje, ampak v krogu je lastne biti, ki ima neke svoje koordinate individualne, in to je ta borba zase ugotoviti te koordinate, ker potem se geni aktivirajo, in ko se gen aktivira, je energija. In se začne tudi svet zlagati na drug način. To je to, ko rečejo, da začne vesolje delati zate. Ampak ti moraš biti avtentičen, ti moraš najti to in izkopati to dejavnost, včasih pač traja. Ampak to je to, ker je tudi potem genetska znanost ugotovila, da geni so odvisni od okolja. Nič ti ne pomaga gen, če nisi v okolju, ki ti omogoča, da določeno dejavnost sprobaš. Ampak so več kot to. So nastavki za energijo, so nastavki za avtentičnost. Zdaj bom pa nehal, da ne bom preveč filozofski. Žal mi, da niste vsi prišli na vrsto, ker je 7:00 in vas vabim, da nadaljujete, ali tukaj bomo imeli srednjo skupino 7:15, če koga zanima, ker se pogovarjamo različne stvari, in da pridete naslednji mesec na DIN, bomo imela javni dogodek 18. marca, in potem imamo 1. aprila z Marjano, imamo predstavitev 4 novih knjig o planetih, in to bova pa z Marjano naredila 1. aprila, tudi sreda, ampak ti smo pa ob 19. Smo gotovili. Tako da vas
hvala še enkrat, da ste prišli in upam, da se je zanetla neka iskra borbe zase in da bo zdaj še boljša. Ja, ja in tako, da ste šli ven iz svojih simbolov, da ste sem prišli in da bo zdaj ta iskra gorela naprej in da bo nekaj iz tega nastalo in tudi upam, da bom kdaj kaj slišal o tem. Hvala in nasvidenje. Hvala. Hvala.